Žive vsi narodi, ki hrepene dočakat dan. Da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo. Ne vrag, le sosed bo mejak. Kultura gre svojo pot. Kakor luč je. Njena sila je v tišini in svetlini. Ne hrumi kakor življenje, ki mu postavljajo vsak dan ponosnejše stavbe. Tudi jih kultura ne zahteva. Ona sama je stavba nad stavbami. Stavba brez težne duševnosti, stavba misli in duha, ki ne vzame lakomnikom zemlje niti pedi. In to je njen ponos.
Spoštovani, odbor za letošnjo proslavo mi je izkazal veliko čast in zaupanje, da lahko nastopim kot slavnostni govornik ob našem kulturnem in obenem državnem prazniku, kar je hkrati izziv, pa tudi odgovornost. O Prešernovem delu in pomenu za našo kulturo je bilo napisanih že toliko teoretskih, pa tudi poljudnih razprav jezikoslovcev in literarnih zgodovinarjev, da se zdi že vse povedano in dognano. Posebej o praznovanju obletnice smrti Franceta Prešerna, našega velikega pesnika in intelektualca, pa se nam vedno znova odpirajo mnoga vprašanja o vlogi in umeščenosti umetnosti v našo družbo. Živimo v posebnem, nenormalnem in čudnem času, ko je umetniška ustvarjalnost ogrožena in omrtvičena zaradi epidemije, sejanja strahu in negotovosti, predvsem pa zaradi splošne družbene klime. Živa umetnost je in mora biti svobodna ptica. Njena pota so neprevidljiva, skrivnostna in nekaterim prav zato tako zelo neprijetna, celo nevarna. Umetniško ustvarjanje je vedno razpeto med številna bistvena eksistencialna vprašanja človekovega bivanja. Je mesto srečevanja erosa in tanatosa, lepega in grdega, dobrega in zlega, ali kot je napisal Prešeren, dosega lahko ali pekel ali nebo. Umetnost zato ne more biti lagodna, udobna in ležerna, niti le sproščujoča, razvedrilno domačijska ali cenena prostočasna zabava. Je elementarna sla po izražanju od trenutka, ko se je človek začel zavedati sebe, na steno jame prvič naredil odtis svoje roke in naslikal bizone, piskal na koščeno piščal v starih babah ali se začel izražati z gibom. Bistvo vsake umetnosti, v vsakem času in prostoru, pa je tudi kritična, svobodna misel, je stalno preizpraševanje človeka o sebi in njegovi vlogi v svetu. Umetnost je in mora biti vizionarska, internacionalna in svetovljanska, neprizanesljiva do avtoritet in institucij, skeptična, izzivalna in subverzivna.
Lahko je groba, včasih neskladna in disonančna, tesnobno pesimistična ali prekipevajoča od radosti, lahko kriči tudi, ko šepeta, lahko je strašna ali strašno lepa, presežna, izmuzljivo neukrotljiva, provokativna, pa tudi groteskna in satirična. Vse to je lahko, predvsem pa je vedno refleksija družbe in časa, v kateri se rojeva. Umetnost nikakor ne more in ne sme biti omejevana, ideološko dirigirana ali nadzorovana. Zato je svojim, njenim lastnim skepticizmom toliko bolj nezaželena, kolikor bolj je rigidna, enoumna in totalitarna oblast. Totalitarizmi vseh barv in časov zahtevajo enostavna, kratka, jasna, enoznačna in vsakomu razumljiva sporočila, pričakujejo pa eno samo in edino, zanje pravo rešitev. Francoski dramatik Molière je zapisal: ne krivi zrcala, če imaš grd obraz. Ta izjava odraža tudi pogosto neizbežen konflikt med umetnostjo na eni strani ter oblastjo, nosilci moči in različnimi ideologijami na drugi. Bistvo umetnosti je namreč prav v tem, da ne daje enostavnih odgovorov, pač pa postavlja pogosto neprijetna vprašanja in zahteva temeljne razmisleke. Ob takem trku oblast pogosto začuti neustavljivo potrebo po omejevanju umetniške ustvarjalnosti in jo hoče na vsak način uspavati. Pred očmi se mi potem prikaže grafika Franciska Goje z naslovom Ko razum spi, se rojevajo pošasti. In pošasti so se rodile in se še vedno rojevajo. Do končne konsekvence je odnos do umetnosti in kulture izrazil Hitlerjev propagandni minister Josef Goebbels, ki je prostodušno in tevtonsko grobo dejal: ko zaslišim besedo kultura, me ima, da bi prijel za revolver. In kmalu zatem so revolverje tudi v resnici uporabili proti številnim neposlušnim, samo svojim kulturnikom, posebej tistim, ki niso bili etnično ali rasno ustrezni. Navedek je res skrajen, toda za omejevanje kulture in umetnosti obstaja še mnogo načinov, ki so manj radikalni, na videz prav mehki, a za umetnost lahko vseeno pogubni. Včasih je obstajala zelo glasna uradna cenzura, s katero je oblast krotila ideje, ki so se izdele nevarne, pregrešne ali prevratne. Avtorje je lahko doletela kazen, ječa, celo smrt, knjige in druga umetniška dela pa pogosto ognjena grmada. Ampak cenzura je kljub vsemu pomenila, da oblastniki umetnike jemljejo kot resne in nevarne nasprotnike, ki jih ogrožajo pri njihovem samodrštvu in enoumju. Kulturniki so morali biti zato pogosto zelo iznajdljivi ob izigravanju uradnih predpisov in tako je nastalo mnogo del, ki so kljub začasni prepovedi v bunkerju preživela in so včasih prav zaradi duhovite iznajdljivosti in lucidnosti še danes aktualno sveža. V današnjem času vladavine novega globalnega kapitalizma v vsaj zahodnih demokracijah prav take uradne in odkrite cenzure ni več. Cenzura pa je ostala. Spremenila je samo formo. O potrebnosti ali odvečnosti določene kulturne dejavnosti odloča predvsem kapital. Ni potrebno, da je nekaj cenzurirano z zakonom. Dovolj je, da oblast tiho in skoraj neopazno skrči ali celo odvzame nekaterim ustvarjalcem še tisto minimalno finančno podporo ali vsaj nekoliko varna delovna mesta. Zakaj bi prepovedovali kaj nevšečnega ali nezaželenega? Dovolj je, da postane družba do kulture brezbrižna, odgovorne institucije pa do umetniške ustvarjalnosti vzpostavijo indiferenten ali celo ignorantski odnos. Na današnji dan, ko se spominjamo Franceta Prešerna, pesniškega velikana, moramo poudariti tudi, da je bila prav kultura v vsej naši zgodovini konstitutivni element slovenskega naroda. Ne diplomacija, ne vojaška in ne gospodarska moč. Na zemljevid Evrope so nas postavili kulturniki, kot so Prešern, Cankar, Kosovel, Šalamun, Pahor, pa Plečnik, Mušič, Lajbahi. Naštel sem le nekaj izjemnih imen, kar pa ne izključuje številnih drugih. Tudi danes, kljub nezavidljivim in negotovim materialnim pogojem, aktualno umetnost sooblikuje cela pahljača odličnih,
tudi v svetu prepoznavnih in priznanih ustvarjalcev, ki spremljajo naše življenje, ga reflektirajo in bogatijo. Ob skromnih sredstvih namenjenih kulturi imamo vseeno kvalitetne in pomembne ustanove, muzeje, gledališča, galerije, koncertne dvorane in filmsko produkcijo, ki nam s svojimi programi nudijo vrhunske umetniške dosežke. Koliko časa še? Za vsako zdravo, odprto in s kulturo prežeto družbo pa so nujno potrebni tudi drugi, na videz marginalni akterji. V mislih imam predvsem nevladne organizacije civilne družbe, ki s svojimi dobro izobraženimi in usposobljenimi člani ponujajo svojo vizijo alternativne kulture in svež razmislek o stanju duha. Brez tega segmenta ustvarjalnosti bi bila naša družba nepopravljivo kulturno invalidna, ampak kljub temu se je v zadnjem času zgodilo nekaj nedopustno škodljivih posegov. Metelkovi grozi izselitev, Rok so brutalno deložirali, Mariborska galerija je izgubila razstavne prostore na Koroški cesti. Prepričan sem, da tak cunami čaka še marsikatero dejavnost, ki ne bo neposredno ali zadovoljivo vpeta v neusmiljene finančne in ideološke tokove. Globalna gospodarska, finančna in politična moč bogatih je danes bolj kakor kdajkoli neizmerna. A za razliko od prej je ta pohlepni, izkoriščevalski in vseobsežni svetovni mamon, pri starih Grkih je bil to bog denarja, bogatstva in razkošja, neoprijemljiv, brezimen, brezbarven in ne izbira ideologij. Svet je v slepi ulici in vedno pogosteje nas na rastoče etične, socialne, migracijske in ekološke probleme opozarjajo prav mnogi umetniki v svojih delih polni apokaliptične vizije. Spoštovani, s Prešernom smo Slovenci že v 19. stoletju dobili ne le glas jezika, ki je enako plemenit in gibek kot drugi, ampak tudi glas pesnika, enakovrednega tistim, ki so se rodili velikim narodom. Prešeren je bil res slovenski sin, bil pa je tudi in predvsem evropejec in svetovljan. Brez tega bi bil že davno pozabljen kot pesnik in mislec. V njegovi poeziji ne odzvanja le domača vrba, pač pa povezanost z vsemi takratnimi kulturnimi in političnimi tokovi. Ne smemo pozabiti, da je bil časovni sopotnik in sledilec romantikov. Schillerja, Goetheja, Beethovna, pa tudi dediš idej francoske revolucije z geslom enakost, svoboda, bratstvo. Mislim, da smo Slovenci glede odnosa do kulture in posebej literature v Evropi precejšen unikum. Za državni praznik smo si izbrali obletnico smrti svojega poeta. Med vihro uničujoče vojne leta 1944 smo zmogli sredi gozdov v bibliofilski obliki izdati Prešernove poezije. Za himno smo ob ustanovitvi samostojne države izbrali Prešernovo Zdravljico. Ta po več kot poldrugem stoletju ni prav v ničemer izgubila svojega pomena in naboja ter humanističnega in občečloveškega sporočila. Naša himna ni borbena kot francoska Marseljeza, niti hlapčevsko pohlevna, kakršna je bila v Habsburški monarhiji cesarska. Je tipično naša, slovenska, a obenem univerzalna in kozmopolitska, v duhu enaka Beethovnovi odi radosti. Poziva k strpnosti, prijateljstvu, razumevanju, želji po svobodi vseh, spravi in večji enakosti. Mislim, da bi se vsak od nas, posebej pa naši izvoljeni predstavniki in voditelji, morali večkrat in globlje zavedati njenega sporočila.
Čeprav tehnično izobraženo, je Doro Furlan vedno pritegovala kultura, posebej glasbena in besedna umetnost, blizu so ji likovna umetnost, arhitektura in druga umetniška področja. Skorajda ni kulturnega dogodka, ki se ga ne udeleži. Od gledaliških predstav, koncertov, razstav, predstavitev knjig v domači knjižnici, mimogrede je tudi strastna bralka, prebrane knjige gredo v tisoče. V kulturi se je aktivno udejstvovala od dijaških let, ostala je zvesta tudi v odraslem življenju. Znova se je v kulturni utrip aktivno vključila po upokojitvi. V društvu Most Univerze za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina je začutila možnost, da pridobi nova znanja zase in pomaga do njih drugim. Ravno kultura je imela tu posebno mesto. Dora Furlan, še vedno aktivna članica društva Most, je bila 8 let njegova predsednica, 5 let podpredsednica, je animatorka pri 3 krožkih. Bila je pobudnica vključitve novih dejavnosti, posebej takšnih, ki bogatijo kulturno sfero in spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje. Kamnoseška delavnica, zgodovinski krožek, najprej pod mentorstvom profesorja Bogataja, nato Zdenke Žigon, krožek glasbena umetnost pod mentorstvom Igorja Hodaka, krožek literarno ustvarjanje primorskih avtorjev z razstavami knjig in literarnim večerom pod mentorstvom profesorice Ivane Slamič, animatorski krožek in ustvarjalno pisanje. Pečat je udarila kulturnim projektom Prva svetovna vojna v besedi in kamnu, Izročilo v mitih in besedi, Izročilo v lesu in besedi, Izročilo v plesu, pesmi in besedi ter v projektu Voda v besedi in glasbi. Predstavljeni so bili na javnih prireditvah, ob vsaki je izšla publikacija s pisnimi in likovnimi prispevki sodelujočih. Kot sourednica je sodelovala pri nastanku zbornika Beseda je most. Je soorganizatorica literarnih večerov Mostova čitalnica, kjer je vsako leto na dan kulture, kot nekakšna jagoda na torti, predstavljena ustvarjalna literarna bira preteklega leta. Kar 9 let je kot urednica skrbela za vsebino glasila Most, v njem objavlja tudi krajša prozna dela. Kot ustvarjalka objavlja tudi v drugih zbornikih časopisov. Toda Dora Furlan je kot spodbujevalka in organizatorica vrste ustvarjalnih dejavnosti predvsem zaslužna za prav posebno mesto, ki ga ima društvo Most v naši kulturni krajini. Skratka, več kot dovolj razlogov, da se s priznanjem Zveze kulturnih društev Ajdovščina Dori Furlan zahvalimo za resnično velik doprinos k spodbujanju in ustvarjanju na amaterskem kulturnem področju. Sredi januarja je Društvo Gora, Društvo za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine, obeležilo 25-letnico nadvse uspešnega delovanja. Društvo je v življenje Gore vneslo novo razsežnost in postalo gonilo družbenega življenja na tej visoki planoti. V začetku so se člani osredotočili na raziskovanje prve smučarske tekme v tem delu Evrope, ki je leta 1895 potekala z Dola na Mali Golak. Na osnovi proučevanja razvoja smučanja, povezanega s tradicionalnimi dejavnostmi na gori, gozdarstvom, lovom, je nastala Čibejeva skupina. Njeni člani so z replikami smuči izpred 100 let in v pedantno izdelani opravi svojih prednikov prekrižarili alpsko Evropo in na največjih tekmovanjih starosvetnega smučanja z domiselno koreografijo osvajali najvišja mesta. Doma so izpeljali 20 Filipovih tekov, tekmovanj s staro smučarsko opremo, sčasoma so sodelovanje razširili na proučevanje kulturne in etnološke dediščine ter ljudskih običajev. Daleč največji projekt društva je bilo zaznamovanje 400-letnice naselitve Gore leta 2001, ki se je sklenilo z nepozabno uprizoritvijo prelomnih dogodkov v zgodovini Gore, na prostem, na množičnem srečanju Gorjanov. Tedaj je bil postavljen bronasti kip matere Gorjanke.
Izšel je zbornik Mati Gora, kapitalno delo, ki na več kot 500 straneh velikega formata celovito opisuje vse vidike življenja Gore od poselitve naprej. Izjemen je tudi založniški podvig društva, saj je izdalo več knjig domačih ustvarjalcev: Alda in Franca Črnigoja, Bojana Bizjaka, Ilvice Velikonja. 61 številk revije Gora, ki je izhajala od leta 1998 do leta 2016. V društvenih prostorih je več kot 100 publikacij, ki se nanašajo na Goro ali so jih napisali Gorjani, izdana so bila zbrana dela Edmunda Čibeja. Društvo Gora se podpisuje pod številne razstave, fotografske, slikarske, etnološke, o Gori med Prvo svetovno vojno, o živalstvu na Gori, fosilih, večinoma v sodelovanju z drugimi društvi ali posamezniki. K literarnim večerom, predstavitvam knjig in drugim kulturnim dogodkom je povabilo druge ustvarjalce in organizacije z Gore in tako spodbudilo ustanovitev novih društev. Za izpolnjevanje svojega poslanstva je prejelo priznanje občine Ajdovščina. Pridobilo je tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Zveza kulturnih društev Ajdovščina izreka Društvu za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine Gora priznanje za izjemen prispevek na kulturnem področju, prenosu kulturne dediščine planote na mlade generacije ter za spodbujanje ustvarjalnosti med Gorjani. Ime Petra Avbarja je povezano s področjem kulture in ustvarjalnim, režijskim in scenarističnim delom skorajda 20 let. Gledališkemu delu se je zavezal še kot študent slovenistike, ki se je vzporedno šolal tudi v dramski šoli Barice Blenkuš. Od njegovega režijskega projekta gledališke predstave Limonada je njegovo delo vtkano dobesedno v vse široki javnosti namenjene kulturne postavitve na Gornjem Vipavskem, predvsem pa v Ajdovščini. Spisek postavitev in ponovitev projektov, pod katere se je podpisal, je impresiven. Delo Petra Avbarja obsega oblikovanje, režijo in scenarije za številne šolske dogodke na njegovi matični osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina, kjer za vedno znova snovanja navduši nove generacije mladih. Stalnica so njegovi projekti Štrudelfest, ki so v sodelovanju z gledališčnicami in gledališčniki skupine Javorov Hudič vsako leto privabljali publiko pod živi oder mladih skupin, Ajdovščino pa so tudi postavili na sceno amaterskih gledaliških skupin. Organiziral ali soorganiziral je gostovanja in srečanja gledaliških skupin in predstav, plesnih prireditev in glasbenih ter pevskih dogodkov, ali jih povezal v celoto. Interpretiral je poezijo, režiral televizijske in radijske oddaje v sodelovanju z RTV Slovenija. S strokovnim prispevkom je sodeloval na simpoziju Lavričeve knjižnice ob 150-letnici njene ustanovitve, ploskali so mu Ciril Zlobec, Matjaž Kmecel in drugi ugledni udeleženci. V Lavričevi knjižnici je vodil številne predstavitve. Februarja 2011 je bil govornik na občinski proslavi ob Dnevu kulture. Avbarjeva režiserska roka je oblikovala otvoritve likovnih razstav, usmerjala je lutkovne predstave, med njimi predstavo Mrtvec v rdečem plašču Milana Klemenčiča. Skozi scenarije in z režijo je dal poudarek in veličino obletnicam pesnikov, pisateljev, velikih mož in žena Vipavske doline in Slovenije. Na veliki oder je postavil občinske slovesnosti, ki praviloma napolnijo dvorano prve slovenske vlade, pa tudi mnogo večje javne prostore. Z ustvarjalnim in umetniškim poletom je počastil veliki in žlahtni praznik Primorcev, priključitev Primorske matični domovini. Za prispevek k razvoju ustvarjalnosti mladih, mentorsko delo z mladimi, številne kulturne dogodke
ki vedno znova napolnijo prizorišča, ter izjemno delo na kulturnem področju, Zveza kulturnih društev Ajdovščina izreka Petru Avbarju priznanje. Že smo dokazali svetu, ki nas je hotel prezreti, da še živimo in napredujemo. Ali vse, kar smo do zdaj storili, ne zadostuje, da se vsestransko razvije naš narod? V ta namen je treba ne samo narodne zavesti, ampak tudi svobode. Narod je pa svoboden, če je popolnoma svoj, da sme sam delati sebi v korist in če vlada potrjuje in izpolnjuje pravične želje in sklepe narodnih poslancev in ljudskih zborov. Visoka, rodovita, životvorna misel, kakor svoboda, vera in druge. Misli so si v rodu. Logično se torej morajo primerjati druga druge. Sklepati se da od druge do druge. Če le po vrhu preiščemo misli o svobodi in veri, vidimo, da sti dolgo dremali, da sti imeli majhen počitek, da sti bili večkrat zatrti. Ali vendar najdemo, da sti se potem krepko ustanovili, premagavši vse ovire in zadržke. A ko vprašamo zgodovino, kako se je to zgodilo, odgovarja nam, da svoboda, o kateri hočemo najprvo besediti, ukoreninila se je le tedaj in ondot, kadar in kodar so državljanje bili za njo vneti, pripravljeni za njo iznebiti se drazih reči, kadar se je v državljanskih prsih krepko utrdila.
Bilo je torej na jesen leta 1884, ko sem začel pri naših vipavskih Gorjanih orati ledino ljudske prosvete. Ne zanikam, začetek je bil težak, toda šlo je. Bil sem srečen med srečniki in naj bi mi moji goriški oblastniki takrat poklanjali ne vem kaj, svojega gorskega raja ne bi hotel menjati. Ne takrat, niti nekdaj pozneje. In prav zato sem vztrajal na Dolu vse do zadnjega, to je do konca avgusta leta 1913, ko sem bil na lastno prošnjo upokojen. Tako sem v teku 30-letne dobe spoznal ajdovsko-vipavsko stran prelepe Trnovske planote in velik del sosednjega Idrijskega pogorja. Pri tem sem prodrl do vseh potankosti v naše dobro in pošteno gorjansko ljudstvo, med katerimi sem vzgojil rod, ki sem nam ponosen. Tudi sem našel med Gorjani vrsto mož, ki bi jih zastojno iskali drugod po svetu. Na zunaj grčavi so po svoji notranjosti odtehtali kupe zlata in danes, ko se je njih število tako skrčilo, mi je težko za njimi. Kje sta Franc Kratež, poznejši župan, in Janez Velikonja, utemeljitelja prve gorjanske šole? Kje oče Polanc, žiljavi podjetnik v čavenskem Semeringu? Kje vsej iznajdljivi Porobanovec? Kje vsi drugi nešteti očanci? Priča moje gorjanske mladosti. Ni jih več. Umaknili so se in dali mesta mlajšemu rodu. S kicirko in fotografskim aparatom sem bil spet doma ob Lokavšku ter iskal motiva. Ko sem hotel blizu malega mosta posneti mlado perico, se je neki kolesar po italijansko zadrl nad menoj z grožnjo, da me kot vohuna preda karabinjerjem, če takoj ne spravim aparata. Bilo je tedaj, ko je fašizem najhuje pritiskal, zato sem se vrnil domov. Nekaj pozneje so me s poštnega urada obvestili, naj pridem po neko pošiljko na pošto. Poštar mi je pa ni hotel izročiti takoj, temveč mi je rekel, da moram vnaprej točno določiti čas, kdaj se bom ponovno oglasil. Tak postopek se mi je zdel sumljiv, zlasti ker je bil poštar na pol domačin. Drugi dan sem prišel ob napovedani minuti in videl v čakalnici karabinjerja s hrbtom obrnjenega pri pisalni mizici. Poštar mi je brez vsake besede skozi okence porinil zavitek v roke in pred nosom zaloputnil. Ko sem pred pošto radovedno razvil zavitek s časopisom, sem začutil na rami karabinjerjevo roko. Dajte mi, kar ste prejeli. To je ruski časopis, ki izhaja v Parizu in ga svobodno prodajo tudi v Italiji. Poslal mi ga je neki prijatelj, ker je kritični članek o moji razstavi v Parizu. Ako želite, vam članek prevedem. Ni treba, to je naša stvar. Pojdite z menoj na našo komando. Komandant je obdržal vozdroždenje pri
kratkem zasliševanju pa mi je očital, da sem v Parizu govoril proti Mussoliniju in navedel natančno, kje in kdaj, najbrž je dobil ovadbo od kakega izmed mojih montparnaških italijanskih tovarišev. Čeprav je bila huda zima, mi je postalo doma neznosno vroče. S prvim vlakom sem jo odkuril v Pariz. V stiski na Montparnaškem bulvarju sem se združil s poljskim kiparjem, fotografom, da bi skupno lažje prenašala življenjski jarem. Najina temeljna hrana je bil čaj, ki sva ga po 10-krat prekuhala, dokler ni izgubil barve. Za prigrizek sem hodil v veliko trgovino jestvin po odpadke luksuzne slanine. Takrat sem cenil bogato gospodo. Ponesrečene odrezke šunke, zlomljene konce klobas in mortadele, ki so jih razprodajali po vsaki ceni, ekonomsko šibkim potrošnikom in domačim živalim. 200 gramov odpadkov za mojega psa. Sem samozavestno naročil prodajalki in gledal na ulico, če me pes še čaka pred vhodom. Mlada prodajalka pa me kmalu prepoznala in pri ponovnem nakupu kar molče stresla na vrhano posodo odpadkov za nekaj frankov. Saj je spoznala mojega psa in moj apetit. V ateljeju sem s tovarišem zbiral, obiral, prav drgnil cvrl in 3-krat precvrl, če se mi je zdela zelena patina na klobasah sumljivo slikovita. Ob prvi polovici mortadele sem se zbal smrtonosnega imena in sem jo iz previdnosti imenoval samo Adela. Pogosto mi je bilo vroče v glavi. Prijatelji so se v družbi spogledovali, ko sem preveč zardeval, tudi če ni bilo v bližini nesramežljive deklice, in so mi nabrekla lica zalivala oči, iz katerih mi je gledal zaužiti prašič. Za osvežitev sem hodil po ABC vitamine v obliki solate, paradižnikov in banan. Vedel sem, da so črne in tigraste sorte še najbolj zrele in najcenejše, ko so branjevke na odprtem trgu pospravljale in razprodajale po vsaki ceni. Te tehnike mizerije intelektualca sem se naučil iz knjige Glad Knuta Hamsuna, ki sem ga tako cenil v ujetništvu. Med okupacijo so nacisti priredili veliko demonstrativno razstavo, s katero so hoteli dokazati dekadenco moderne umetnosti, entartete Kunst. Vse vidnejše predstavnike likovne umetnosti zadnjih desetletij, od Cézanna, Van Gogha, prek kubizma, Sutina in surrealizma, so znanstveno razkosali, kritično analizirali in grafično predstavili kot blazneže, seksualno nenormalne ali nenadarjene umetnike. Picasso, predstavnik kubizma in slikar Guernike, je bil nacističnim ideologom glavna tarča, previsoko leteča nad njihovimi glavami. Gestapovci se pa tudi niso upali dotakniti se Picassa, antinacista, kot previsoko osebnost so ga morali pustiti v miru. Takrat sem na sprehodu ob Seni srečal tega čarodejnega mojstra, ki je držal na verižici svojega psa, ruskega hrta. Poleg majhnega Picassa, oblečenega kakor navaden mehaničar, se mi je zdel njegov pes, nenavadno velik borzoj, še večji, kakor nenadoma oživljena in v neskončnost povečana znana Pisanelova risba, sestradana žival, pa tudi kakor apokaliptična pošast na zemlji. Strunami lo glasite, milo pesmica žaluj, srca bolečine skrite, trdo se
ve